Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Nahajamo se v parku, ker je letos polno paviljonov in čokoladnic. Letos se jih udeležuje kar 20 čokoladnic. Ena prihaja celo iz Osijeka, sicer pa so domače, vse okrog je polno živžava, poskrbljeno je za mlade, za zabavo in pa seveda tudi za otroke. Lepo vreme je res povabilo polno obiskovalcev, željnih poskusnih degustacij različnih okusov čokolade. Lep pozdrav, Kaja Beton, tukaj na 13. festivalu čokolade v Radovljici. Lepo pozdravljeni. Ste pričakovali tak množičen obisk, toliko sladkosnednih obiskovalcev, kot se jih je tokrat zbralo in še prihajajo? Ja, vedno nas malo skrbi, ali obiskovalci še pridejo, ali nas bodo prepoznali kot festival, na katerega se je res splačal odpraviti. Pa smo vedno potem zadovoljni in presenečeni, da čokolada še vedno združuje, je zanimiva, ljudje jo imajo radi. Tako da smo veseli, da imamo obisk res iz vse Slovenije, kot poslušam po govorici, tudi iz tujine, kar je res eno lepa potrditev, da je festival že vrsto let med najbolj prepoznavnimi v Sloveniji. No, vreme, kot je videti, je naklonjeno ne samo vam kot organizatorjem, temveč tudi vsem obiskovalcem. Nekaj novosti letos tukaj na samem sejmu, srečali pa sva že Linharta, po čem se imenuje Linhartova Radoljica. Ja, seveda, letos imamo tudi čokoladnega Linharta, imamo pa tudi Zvonkota, ki je pa radolški čokoladje, če lahko tako rečemo, ki ima ta 2 dneva v graščini svojo tovarno čokolade. Tako da to mislim, da je tudi ena super točka za družine, za otroke. Sicer pa program se odvija in v parku, in v starem delu mesta. Veliko enega dogajanja, veliko tudi ponudbe, tako čokoladne kot tudi, bom rekla, nečokoladne. Letos prvič imamo na Linhartovem trgu predstavnike rokodelcev in lokalnih dobaviteljev, tako da smo malo razširili in dali priložnost tudi njim, da se predstavijo na tem zelo lepo obiskanem festivalu. Tako da si želimo, danes je vreme seveda lepo, sončno, toplo, kar mogoče ni najbolje za, bom rekla, nakup čokolado na zalogo, ampak bolj za tiste hitra okušanja, bo pa vreme zato jutri toliko bolj primerno za nakup čokolade. Tako da, ampak čokolada je zanimiva in dobra v vsakem vremenu. No, in kje najdemo Najpralino tukaj v vaših prostorih? Ja, Najpralina se predstavlja v radovljiški graščini, kjer lahko tudi obiskovalci izberejo svojo najboljšo, najljubšo. Sicer pa seveda čokoladnica Lucifer, ki je tokrat dobila naziv za Najpralino, je v šotoru v parku in tam tudi čokoladnica Dobnik, ki je pa osvojila 3. mesto, tako da obe sta tam, ne samo z zmagovalnimi pralinami, ampak tudi z številnimi drugimi, tako kot vsi ostali ponudniki. Mi bomo z našo ekipo pohiteli, da najdemo še kakšno drugo izjavo in da se seveda tudi posladkamo. Hvala za obisk. Letos pa malo drugače, kako izdelujete čokolado? Vidim, da je polno mladih. Ja, v bistvu si lahko tukaj vsak naredi svojo tablico mlečne čokolade, pač z okusi, ki jih ima rad. Tako da tle so lahko otroci kreativni, meja in ne bo, vreme nam gre na roko, tako da čokolada se počasi ohlaja, kar pomeni, da se tudi lažje dela. Tako da, ja, to je ena taka delavnica, da malo popostrimo to dogajanje na samem festivalu. Sicer, kakšen se vam zdi obisk? Obisk je odličen, tako kot zmeram. Radovljica je zakon. In kaj vaši čokoladnici še ponujate? Ja, mi imamo seveda vse čokoladne izdelke, od tablic do pralinejev, florentinov, namazov, sladoled ponujamo danes. Skratka, čokolade ne bo zmanjkalo. Nahajamo se v Čebelarskem muzeju, kjer je danes tudi polno obiskovalcev in združujejo festival čokolade in pa Čebelarski muzej. Z nami pa zagotovo doktorica Petra Bole, direktorica Radovljiških muzejev. Lepo pozdravljena. Ja, dober dan. Tako kot sem že v uvodu rekla, je to že tradicionalno, da se združujete z to prireditvijo.
ki je tudi že tradicionalna. Ja, res je, vsako leto že tradicionalno sodelujemo na festivalu čokolade, tudi Radovljiški muzej Radovljiške občine skupaj z Čebelarskim in mestnim muzejem na široko odpremo vrata. Vstop je brezplačen in obiskovalcem ponudimo, da si ogledajo naš Čebelarski muzej in mestni muzej. Imamo prav posebno dogodivščino za družine, tako da je tudi interaktivno spoznavanje naše bogate čebelarske dediščine in smo veseli, ker obisk je izjemen. Lep dan. Na zadnje se že kaj pripravljate, kmalu bomo skočili v najlepši mesec leta, mesec maj, ob tem pa tudi 20. maj, Svetovni dan čebelarstva. Ja, res je. Začenjamo že za Svetovni dan zemlje, 22. aprila, ko bomo predstavili zanimivo razstavo in sicer tukaj gre za sodelovanje Gimnazije Jesenice in pa Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, kjer so dijaki pravzaprav na nek način povezali Instagram 18. stoletja s poslikanimi panjskimi končnicami in napisali svoja videnja, svoja občutja, na kakšen način gledajo na ta svet naše preteklosti. In pa potem ob 20. maju pripravljamo pa eno tako zanimivo razstavo, kjer bomo povezali dve nesnovni dediščini, obe UNESCO-vi, in sicer klekljanje čipke, idrijske čipke, kjer se bo predstavilo več kot 400 kleklaric z čebelicami, ki so jih naklekljale, in pa seveda čebelarstvo, način življenja, upisano leta 2022 na UNESCO seznam nesnovne dediščine. In kako ste zadovoljni z obiskom? Obisk je fantastičen, ker nam je vreme naklonjeno. Karin Petras iz čokoladnice Lucifer, prihajate iz Velenja in letos ste osvojili Naj pralino. Kako vam je to uspelo? Ja, imamo dobre slaščičarje, ki radi ustvarjajo, mladi tim in so zelo dobri v tem delu. Pa tudi naš lastnik Lučo Žgank, on je pa učitelj, je vse to naučil in zdaj sami tudi. Kakšni so okusi? Imamo zelo, zelo veliko okusov. Tale zmagovalna sta pa hrustljava mača, pa mandarina z tonko. Imate tudi pistacijo? Imamo tudi pistacijo, ja. Še kaj, koliko časa je nastajala tale Naj pralina? Kaj vse je vsebina? To bi pa težko povedala, koliko časa je nastajala. Vem pa, da so naredili več različnih pralin in potem so se odločili, kaj bojo, kera bo ta prava, in so se odločili za nekaj novega, pač ko še ni toliko na tržišču v pralinah, ta tonka in pa mača tudi je trendovska, in pač so poskušali nove okuse. In povratne informacije? Ljudje so zelo zadovoljni, zelo jim je všeč, zanimivo, tako da zanimivi okusi.